V postopku obravnavanega Kristjana Verbiča zaradi zlorabe notranjih informacij smo danes podali predlog za izločitev sodnice, ker bi lahko oziroma obstaja dvom v nepristranskost sojenja zaradi naključja oziroma, če temu rečemo naključje, da je skupščina delničarjev družbe Velana razpisana točno v bistvenem trenutku kot obravnava, pri čemer je poudariti, da je bila skupščina sklicana kasneje. Razlogi za izločitev smo seveda omenili osebno povezanost predsednice sodišča, predsednice senata, ki v zadevi odloča, z predsednikom nadzornega sveta Katin Sod. Kat ravno v tem trenutku prodaja delnice družbe Velana d.d., medtem ko je tudi članica nadzornega sveta Kapitalske družbe Slovenije, žena od predsednika nadzornega sveta družbe Velana d.d. In to so pač razlogi oziroma družinske povezave, ki same po sebi po prepričanju obrambe nakazujejo možnost za pristransko sojenje in v takih primerih je po našem mnenju potrebno, da se pač sodnik izloči. Pokazalo se je namreč, da je sodnica Lozejeva žena sama Lozeja, ki je predsednik nadzornega sveta Slovenske odškodninske družbe, Kapitalske družbe, Slovenskega državnega holdinga, ne nazadnje, ki prodaja pomemben delež tudi v družbi Velana, s katerimi smo v številnih primerih seveda bili v različnih situacijah, tudi nasprotnih stališčih in interesih z naslova ščitenja pravic interesov manjšinskih delničarjev, da je seveda, kar se tiče Slovenskega državnega holdinga, tam članica omenjenega nadzornega sveta, ki mu predseduje gospod Lozej, tudi gospa Škofic, ki je žena predsednika nadzornega sveta Velane, ki je danes zopet kot po naključju sklicala sejo skupščine v istem momentu, v istem času kot tudi sama današnja obravnava. Tole je bilo čudno naključje, da smo se na isti dan, ob isti uri, pravzaprav, ko smo se želeli udeležiti skupščine, da smo pravzaprav obtičali tukaj na sodišču, ne samo mi, ampak praktično vsi, ki smo imeli namen. Nas je bilo kar nekaj. Od gospoda Verbiča, od gospoda Stankoviča, od prič in tako dalje. Vsi smo pravzaprav morali biti tukaj, zato da je potem pač se nismo mogli udeležiti skupščine. Slučajnost je res zelo velika. Tako da tukaj okrog tega je dejansko toliko naključij, toliko očitnih momentov, ki izkazujejo, da gre za proces, ki ima seveda zelo jasen fokus, zelo jasen namen, škodovati prizadevanjem Vseslovenskega združenja malih delničarjev, našim prizadevanjem, ki so v primeru delničarskih sporazumov doslej bila učinkovita, in hkrati seveda škodovati tudi mojemu dobremu imenu iz naslova očitkov, ki so popolnoma neutemeljeni tudi z vidika samih dokazov, torej tudi listinskih dokazov in momentov, ne samo kako formalno ta postopek poteka, vključno s tem, da recimo samo tožilstvo ni vključilo v spis tistih dokazov, momentov, ki so več kot očitno razbremenilni in pričajo o tem, da nikakor ni možnosti za to, kar se očita, torej zlorabo notranjih informacij, kajti kako bi naj jaz imel notranje informacije v družbi Velana, prav nasprotno ima jih gospod Poljanšek, predsednik uprave družbe, še vedno, kakor predsednik nadzornega sveta družbe in seveda drugi člani omenjenih organov, ki pa so ravno tisti, ki so sklicali današnjo skupščino tudi na isti čas kot to obravnavo in so neposredno družinsko najtesneje povezani z tistimi, ki so v tem postopku tudi prisotni. Je totalni absurd, da so bile uporabljene notranje informacije. Cena na borzi je bila leta in leta izpod 2 evra, kar je totalka. Absurd. Že knjižna vrednost, ki je bila podvrednotena, je bila približno 10 evrov, s tem, da je realna vrednost, je bila pa daleč nad tem. In to je po Zeitungih pisalo, konkretno.
velike številke so se pojavile v časopisih. In to se mi zdi zdaj absurd, tule obtoževati gospoda Verbiča za izkoriščanje notranjih informacij. Ker so bile javne informacije, kakšne notranje informacije? To nikakor ne pomeni, da bomo, kar se tiče združenja in mene, ravnali v prihodnje kakorkoli drugače kot doslej. Torej še naprej si bomo prizadevali z vsemi pravnimi sredstvi, tudi z delničarskimi sporazumi, z zbiranjem pooblastil za skupščine, ščititi pravice, interese manjšinskih delničarjev, tako v slovenskem prostoru kot v zadnjem času vse intenzivneje tudi širše v tujini na ravni Evropske unije in sploh globalno.